Dobro videti in biti viden je eno od osnovnih načel varne vožnje. Še zlasti v zimskih mesecih, ko veliko časa na cesti prevozimo v temi in ob slabi vidljivosti. A dobra vidljivost iz našega avta še ne pomeni, da smo dobro vidni tudi drugim udeležencem v prometu. Za našo vidnost poskrbimo s pravilno uporabo luči in svetlobnih teles. Pomen učinkovite osvetlitve in razsvetlitve je seveda izjemno pomemben tudi, ko se v prometu gibljemo kot pešci in kolesarji. Vidnost oziroma učinkovita osvetlitev sodi med najpomembnejše elemente varne vožnje. Sodobni, pametni, prilagodljivi, matrični LED žarometi so zato zagotovo ena najpomembnejših pridobitev avtomobilske tehnologije. Naše človeške oči niso dobro prilagojene za nočno vožnjo. Niso tisto pravo orodje, ki bi nam omogočale varno vožnjo. Zato je še toliko bolj pomembno, da ima avtomobil vgrajene pametne luči, s katerimi učinkovito paratemo, a hkrati ne zaslepi ostalih udeležencev v prometu. V primerjavi s halogenskimi žarometi, LED žarometi svetijo svetleje, širše in bolj homogeno in zato zelo pozitivno vplivajo na varnost v vožnji. Tehnična značilnost LED svetlobne tehnike je tudi velika vsebnost modre svetlobe v svetlobnem spektru. Tudi zato LED žarometi svetijo s tako imenovano dnevno svetlobo. V novejših avtomobilih se vse bolj uveljavljajo tudi pametni žarometi, ki ob pomoči svetlobnih tipal in kamere samodejno uravnavajo svetlobni snop in tudi sami preklapljajo med zasenčenimi in dolgimi lučmi. Tehnično še bolj dognani žarometi uporabljajo matrično tehnologijo samodejnega izklapljanja ali senčenja delov svetlobnega snopa, ki preprečuje, da bi z dolgimi lučmi slepili druge udeležence v prometu. Ob nakupu novega avtomobila vsekakor izberite takšne žaromete, ki učinkoviteje in natančneje osvetljujejo cesto glede na svetlobne pogoje in nasproti vozeči promet. Premočna svetloba obremeni svetlobne receptorje na očesni mrežnici, še zlasti z nenadnimi spremembami in močnimi kontrasti. Zato, na primer, ob močni svetlobi avtomobilskega žarometa ne vidimo predmetov, ki so v neposredni bližini. AMZS inštruktor varne vožnje poudarja, da tudi pametni žarometi v izredno slabih svetlobnih pogojih ne morejo usmerjeno razparati temo vsakega temnega ovinka. Tega se morajo zavedati zlasti pešci in kolesarji, ki se gibljajo po neosvetljenih cestah. No, ga vidimo, to nam daje manj časa za premislek, manj časa za odziv, kar je lahko zelo hitro tragično. Predvsem zato, da mi vidimo, pa tudi poskrbimo, da bomo mi dosti dobro vidni. S tem pa z namestitvijo kakih odsevnih trakov, mačjih očes, da se oblečemo v bolj svetla oblačila, neka oblačila, ki imajo že všite elemente, ki odsevajo svetlobo, že s tem močno pripomoremo k temu, da bomo vidni. Danes skoraj vsakdo nosi s sabo mobilni telefon. Najmanjši problem je mobilni telefon pač v roki držati, poskrbeti za to, da samo zaslon ostane aktiviran, bo povsem dovolj za to, da bodo ljudje to prej opazili. Drugače pa si lahko pomagamo tudi s svetilko na hrbtni strani. Da bodo luči dovolj dobro opravile svoje delo, ne zadostuje le njihov vklop. Vse se začne in konča s čistočo. Še zlasti v zimskem obdobju se na avtomobilu nabere precej umazanije, ki prekrije tudi svetlobna telesa. Izkušeni inštruktor opozori tudi na pomembno pomanjkljivost sistemov za samodejni vklop žarometov. Za dobro vidljivost bo predvsem potrebno prižgati zasenčene luči, poskrbeti, torej, če imamo avto z avtomatskim prižigom luči, da so luči res prižgane, tudi zadaj. To navadno storimo z ročnim vklopom luči in pa potem s samim prilagoditvijo hitrosti, da bomo uspeli odreagirati, če bomo karkoli zagledali pred sabo na cesti. Vidljivost bi naj bila manjša od 50 metrov, to bi naj bil pogoj za prižig meglenke in pa predvsem z prižigom meglenke naj ne bi nikogar ovirali. Če kdorkoli vozi za nami, bi bilo tudi pravilno, da zadnjo meglenko za ta čas izklopimo.